takle imamo, pač volitve so blizu, bomo trošili, kolikor gre. So pa poslanci vse prej kot tisto, da bi rekel, to je tisto, kar je ljudstvo neposredno izbralo. Verjamem, da mu popolnoma zaupa, ne? Ker poslanec v takšnih težavah je sicer nepredvidljiv, je pa lahko po drugi strani tudi najbolj zvest poslanec. To je tedenski Safari, podcast za leve in desne, pa tudi leve in besne. Tako je, ne? In ta teden nas še posebej aktivno spremlja novi finančni minister, ne? Ki nekako pelje neko drugo špuro, ne? Kot koalicija se zdi na trenutke. Ne? Ja, Peter, z nami je uprava Darsa, ki tudi pogleduje na uro, vprašanje je dokdaj še. Ne? Ja, prav dolgo ne, zaupanja infrastrukturnega ministra tako in tako že niso imeli od začetka, ne? Pa vsi odblokirani sledilci vlade, ne, boj, da jih je bilo blokiranih kar 29, od tega noben hudo relevanten. No, pa tudi blokirani in prezadolženi poslanec Resnice Boris Mijić. Ja, njemu vlada očitno z odblokado Twitterja ne more pomagati, sicer pa nas gleda tudi po zadnjih podatkih, ne, 63% gledalcev, ki niso naročeni na kanal Zanima.me. Za takšno imava nasvet, ne. Tam je tisti gumb, subscribe, torej naroči se in zraven zvonček, da bodo vedno dobili obvestilo, ko se naloži nova epizoda. Ne? Tako je, ta naročnina na YouTube jih prav nič ne stane, ne, je pa koristna, ker potem nam pomaga pri širjenju Safarija tudi širše in pa njim da, oziroma vam vsem spoštovani gledalci, ne, da lahko ste sproti vedno obveščeni o novih epizodah Safarija, ne, teh pa še nekaj pride. Ne. Res je. Tam nekje do sredine julija, sicer omenil si najprej novega finančnega ministra Andreja Širclja, greva torej na delo. Jaz bi rekel, da so to prebliski, ne? Tako sem jih označil kot prebliske novega finančnega ministra. Zdaj, po eni strani, preden pogledava klip, bi rekel tako. Pozitivna stvar mi je, da se je finančni minister že v prvih dneh po primopredaji oglasil v relativno velikem številu medijev, vseh glavnih, pa zraven še v kakšnem podcastu. Tudi njegovi nastopi so bili tako dialoški, odprti, tako da morda v drugačni luči, kot se Andreja Širclja spomnimo izpred nekaj let. Bi pa po drugi strani rekel, da kar pa je bilo vsebinsko povedano, pa se mi zdi precej velika strateška napaka na samem začetku. Zakaj? Po 4 letih Golobove vlade in neštetih epizodah Safarija, kjer sva rekla, da je to vlada novih in vedno višjih dajatev in davkov, ne, napovedati kakršenkoli dvig česarkoli, pa čeprav DDV-ja se mi zdi v bistvu nepotreben komunikacijski zdrs, vendar le ena od glavnih premis te nove koalicije je razbremenitev. Ne? Ja, mislim, ne nazadnje, že sama ideja, bom rekel, mi smo imeli v Sloveniji pred finančno krizo 20% DDV in ga potem med krizo dvignili na začasnega kriznega 22%, ne, ki še kar ustraja. Ne, tukaj, bom rekel, se vedno spomnim na tisti politični izraz, da ni prav veliko ukrepov, ki bi bili bolj trajni, kot so začasne rešitve. Ne. Res je, ja. Torej, tudi jaz sem si naredil zaznamek, pazi, julija 2013 je takrat vlada Alenke Bratušek, tudi finančnice, ne, začasno, kot si rekel, dvignila splošno stopno na 22%. Pravijo, ne, oziroma Šircelj je ocenil, da bi mu vsak dodatni odstotek prinesel približno 300 milijonov evrov na leto v blagajno. Sem pa prepričan, da bi marsikdo pričakoval ravno obratno in da je nekdo, ko je videl, ne, da prihaja politični preobrat v državi, rekel, aha, morda bo pa ta vlada po letu 2013 tista, ki bo vrnila DDV iz 22 nazaj na 20, glej ga zlomka, ne, pa ni čisto tako. Poglejva to izjavo, drugi del, ki ga bova pokazala, je pa že namenjen tudi krčenju stroškov, namreč tisto, kar pa je Šircelj napovedal zraven, ne, pa je, da bo, kolikor je razumeti, upočasnil rast plač v javnem sektorju. Končala ne bi se leta 2028, pravzaprav takrat ne bi bila zadnja povečanja plač in na podlagi analize bomo ugotovili, koliko te spremembe, nisem rekel reforma, te spremembe vplivajo na javne finance, koliko odstopajo od načrtovanih, se pravi, že sedaj sem zasledil pač podatek, da že sedaj odstopajo za približno 400 milijonov.
In na podlagi tega bomo sprejemali ukrepe. Če se znižuje davek na en davek, se lahko na drugi strani poveča drug davek. Tukaj jaz lahko to pač povežem z znižanjem dohodnine, naprimer, oziroma povečanjem olajšave, splošne olajšave, kot je že bilo, in seveda potem, da se nekje poišče tudi nadomestilo. Če bojo tu zelo povečevali, bomo verjetno tudi po kakšne druge stvari čez mejo hodili. To pomeni, ne vem, tudi kakšne gospodinjske aparate in podobne zadeve. Lahko sproža tudi do finančnih trgov tisti učinek panike ali pa nestrateškosti. Ni to dober signal, če tako v takem času sploh zvišuješ DDV. Ja, v bistvu je glih obratno. No. Na DDV se nanaša drugi del. Drugi del, pri čemer smo že letos opazili, ko govorimo ravno o DDV-ju, minister je govoril tudi o tem, da se mu iz interventnega zakona predvideno znižanje DDV-ja na osnovne prehrambene živila ne zdi smiselni ukrep. Mislim, to je meni zanimivo, da finančni minister, ki je po premijeju velja nekako tradicionalno za drugi obraz vladne politike, seveda, ker jo v praksi iz proračuna tudi izvršuje, nasprotuje enemu pomembnemu delu zakona, okrog katerega se je ta vladna koalicija sploh zbrala in oblikovala. V bistvu. Pa ne samo, da se je koalicija zbrala, pač mi smo lahko videli recimo v Sloveniji zelo konkretno, kako se je pravzaprav naša okolica odločila za isti ukrep, torej vse sosednje države, če se ne motim, ali pa vsaj 3 izmed njih, tiste, kjer je tudi največ, bom rekel, možnosti za nakupe, torej Avstrija, Italija in Hrvaška, vse 3 zagotovo imajo med 4 in 5% torej davek na osnovna živila in glej, kaj se je zgodilo letos v začetku leta, za 3,5% je padla trgovina na drobno v Sloveniji. In to samo v Sloveniji, medtem ko je sicer nasplošno v Evropi rasla. Se pravi, je Slovenija nek otok, kjer je trgovina na drobno padla. In kaj je razlika na tem otoku v primerjavi z morjem okoli nas, ironično rečeno, to, da imamo 2-krat višji DDV na osnovne živila kot sosednje države in recimo ravno te dni lahko gledalci tudi berejo na portalu zanima.me primerjavo izdelkov, ki jih lahko kupiš v Italiji ali pa v Sloveniji in cene recimo pri nekaterih izdelkih, celo slovenskih proizvodih, govorimo o Union pivu, Radlerju, oljčnem olju in tako dalje, so kar opazno, mislim, tukaj ne govorimo za nekaj odstotkov, ampak kar več 10% lahko nižje. Sem jaz iz osebne izkušnje povem, sem dolgoletni vikendaš na slovenski obali, odkudar ni daleč, 15-20 minut do Trsta. Italija je, kar se, zdaj grem najprej na te prehrambene izdelke, je v bistvu proti Sloveniji dejansko postala v zadnjih letih nakupovalni raj. Tudi cene pijače, recimo, kjer te in v gostilni in v trgovini nekoliko bolj privijajo ali pa mesa nekih izdelkov mesnih, so dejansko 20-30% nižje, že občutek imaš drugačen, ko brskaš po polici in se števaš, kakšen približno bo končni račun. Da ne govorim, se potem je Italija pa tako znana kot soseda, da ko gre za oblačila in te stvari, grejo stvari celo deljeno z 2 ali izdeljeno s 3, da ne govorim, da ob tem veliko večja izbira, ker gre pač za večje tržišče. Rekel bi še to, zdi se mi zgrešena misel, to pa prav faktično zgrešena novega finančnega ministra Širclja, češ nižanje DDV-ja ne more biti socialni ukrep. Sicer, da razložim njegovo logiko, pravi, ker to ni ciljano na manj premožne, ampak pač DDV plačujemo vsi, bogatejši, revnejši in tako naprej, pa vendarle ni čisto res, ker zdrava logika pravi, da v deležu porabe nekoga, ki nima veliko denarja, so ta osnovna živila, ki jih ureja interventni zakon, pač relativno gledano toliko večja in pomembnejša postavka. In 130 € na leto, kolikor naj bi nekako zvišanje za 1% povprečju prizadelo gospodinstvo, je za nekoga, ki nima denarja, precej velik dodaten strošek. Medtem ko lahko karikiram, bogatejši relativno več zapravijo za, če hočeš kaviar, pršut in še kaj. Ampak ravno ta logika 130 € na leto tukaj, 130 € na leto tam je bila logika prejšnje vlade, ki je potem pobrala 1,5 milijarde več davkov na leto ravno na ta računa. In tukaj se mi zdi, da je pravzaprav, če kaj, je misija
te vlade bila, oziroma volivci so tej vladi naložili nalogo, ne, želimo obrati stran od tega, ne, in v zvezi s tem bi dodal še malo bi se navezal na finančnega ministra, ki je, ne, ti praviš, da načeloma drugi obraz vlade, ne, jaz bi rekel, da je eden najšibkejših členov te vlade. Ne, že mislim, tukaj je najno obžalovanje iz preteklih tednov, da resorja ni kdo mlajši, malo bolj ambiciozen finančnik mlajše generacije, ki bi pokazal neke cilje, predvsem na področju vitke države, optimizaciji trošenja. To jaz pogrešam, ne pa da se prve 3-4 dni pogovarjamo o tem, kje bomo vzeli. Pač. Saj jaz vem, da je slaba situacija v blagajni, ampak mislim, da to ni prava pot. No. Mislim, prava pot, zdaj, nekje treba se vprašati, kje se je poraba države povečala iz 13 na 18 milijard v zadnjih 4 letih. Ne? In v tem smislu bi si želel, morda imam previsoke zahteve, ampak bi si želel morda finančnega ministra z malenkost več energije, malenkost več prepričljivosti v to, kar govori, ne? Skratka, da ne izpade, kot da govori nekaj v prazno in ne nazadnje, kolikor poznam situacijo okoli Andreja Širclja, no, verjamem, da obstaja v Sloveniji tudi kakšen finančnik, ki je strokovno bolj podkovan, recimo skoraj, od njega. Da res bi šlo, ja. Napovedal je, ne, da bojo vsi resorji naredili vsak svojo revizijo, se pravi nepotrebnega trošenja v preteklosti, da bojo to nekje na prve jesenske seje vlade prinesli izsledke in potem temu primerno ukrepali. Kot si slišal pregled, v kakšni meri masa plač odstopa od tega, kar je bilo napovedano v času prejšnje vlade, to je konec koncev tudi priporočilo Fiskalnega sveta, en tak no-brainer, ki je recimo, koliko že 400-500 milijonov evrov na leto, ne? Se pravim, bi se dalo nastopiti drugače ali če že ne gre v tem hipu, morda do septembra biti raje tiho kot na veliko objadrati slovenske medije. Morda bi kakšen drug minister bolj upravičeno to naredil. Ne. No, morda bi si želeli tudi videti, zdaj, mogoče je tukaj Donald Trump naredil malo slabo reklamo, ker je s tistim uradom Doge, ne, ki ga je vodil, oziroma Dož, kakorkoli se to bere, ne, ki ga je vodil Elon Musk, ki je predvsem bil en velik spektakel za zelo malo efekta, ne, ampak neko agencijo za krčenje stroškov v javnem sektorju mislim, da bi nujno potrebovala tudi Slovenija na tak ali drugačen način, predvsem pa morda malo manj spektakularno in malo bolj strokovno. Zdaj, ko govoriva o prelomu mal generacij v politiki, pa potem tudi energiji takšni in drugačni, je zanimiv kontrast tega tedna na Jerneja Vrtovca, ne, mlajši minister, tudi že drugič na istem resorju na infrastrukturi. Soroden v tem smislu s Šircljem. Dejansko, no, in glede na to, da je Šircelj v glavnem kofetkal z novinarji in se med tem zaplezal v stvari, ki so dvignile obrvi, ne, ta teden, je pa ravno obratno. V bistvu Vrtovec bil potem v sami stopni izvedbe en dan na hitro v glavnih večernih oddajah, mu je pa na simbolni ravni s to vzpostavitvijo nočnih del pri Postojni in pri Domžalah v bistvu takoj uspelo učinkovito dati neko sporočilo, da se bo v tem mandatu delalo drugače, mogoče, če želiš malo pikro, malo manj za lobije in provizije, pa malo bolj za uporabnike, naprimer v prvi fazi avtocestnega križa. Ne. Ja, zdaj, da zaključim s Šircljem, se mi zdi zelo problematično, če ti v resnici nimaš namena dvigan DDV-ja, pa greš to tako malo na vrš. No, sej lahko pa tudi se to zgodi, ne, v tem smislu pač je bil Vrtovec. Ja, do konca tedna se je potem Šircelj sicer neizmerno trudil zrelativizirati lastne besede, ne, ampak mislim, da je bila škoda že narejena. V bistvu, ja, in ne nazadnje Vrtovec se je najprej zmenil recimo z izvajalci, da bodo šli delati, ne, po noči in potem šele to vehementno res dokončno najavo, seveda je bila to obljuba iz predvolilne kampanje, pa vendar ne. Gledal sem tisti hearing, ne, ko je Vrtovec med prvimi stvarmi rekel, bomo delali tudi po noči, če delajo vsi okrog nas, ne? In takrat potem sem govoril z ene parimi insajderji, ki so od blizu spremljali nastajanje te nove vlade in so rekli, mogoče malo prezgodaj, da mu ni to malo ušlo, to bo trajalo mesece, preden obrne ta aparat, da bo delal tudi po noči na avtocesti, ne? In takrat sem v bistvu jaz napovedal, sem rekel, ne verjamem, ukolikor je to bilo že javno izrečeno, potem je najbrž dogovorjeno vnaprej, ne? In Vrtovec je v izjavi, ki jo bova pokazala, tudi sam nakazal, da ima v bistvu zelo slabo komunikacijo s trenutnim vrhom Darsa in Andrejem Ribičem, ki je seveda lojalen prejšnjemu predsedniku vlade, ne? In da je moral v bistvu iti do izvajalcev in do inženirjev, preden je sploh začel s tem mandatom, ne? Ja, pogledaj, mogoče mar nekaj izjav.
Kaj je bilo treba storiti, da so se danes večer začela dela na gradbišču v Postojni, glede na to, da je vaša predhodnica Alenka Bratušek dejala, da ji je stroka naštevala same ovire za delo ponoči? Samo ena stvar, to je volja. To je volja in lahko rečem, da tudi ta apel, ki smo ga že v koalicijski pogodbi zapisali, da poleg cene bo odslej tudi v razpisih en ključen pogoj in to je rok izvedbe. 20 do 30 dni, torej skoraj en mesec bomo zaradi nočnih del pridobili in bo to delovišče pač preodprto. Glede, zaradi tega, ker imamo krnjeno nekak pretok informacij do družbe Dars, iz pač znanih okoliščin, lahko rečem, da se pogovarjam direktno z gradbenimi izvajalci, ki imajo pač pogodbe in tudi z družbo DRI. Je pa res, da naprimer, ne vem, če ste opazili, 14 dni nazaj smo tu zamenjali 2 nadhoda po noči, tako da se poleg tega, kar Dars dela po noči, tudi določena gradbena dela že izvaja po noči. Je pa res, da se ta stvar izboljšuje in tudi se da vsako stvar še izboljšati in mi smo tudi odprti za vse dobre predloge, tako da smo se z ministrom že govorili, da se srečamo na to temo, na te pobude in da skupaj predebatiramo, kje se da še kakšne stvari še bolj izboljšati. Ja, Kje se da še kaj izboljšati? David Skorenšek, sicer član Ribičeve uprave Darsa, se meni zdi celo tragičar tega tedna. Zdi se mi, da ga je šef Darsa poslal pred kamere, verjetno par ur prej je zvedel, da bo moral tole oddelati na nacionalni televiziji, relativno nepripravljen, namesto kakšne vsebine so bile same floskule, kot si omenil, smo odprti za nove ideje, sej nočna dela, se to že počnemo, to ni nič novega. Tako, v bistvu se je blamiral namesto Andreja Ribiča, v tem živo rdečem markirnem jopiču. In to konc koncev ni prvič, Skorenšek je bil tudi placeholder, kot se temu reče, začasni predsednik uprave Darsa med Hajdinjakom in Ribičem kot nekako tisti, ki drži stavček Andreju Ribiču. In bom rekel, ironično se mi zdi to, da potem, ko se nikoli ni delalo po noči, Dars najavi, mislim, da je bil Skorenšek, je bil Ribič, je bil kdo, ali Alenka Bratušek, češ, no sej, ravno zdaj, ko je pa Vrtovec to najavil, smo pa mi tudi itak to planirali in slučajno smo bili glih zdaj na tem, da bi to začeli delati, tam je bila bolj ena bolj ironičnih, recimo, izjav tega tedna, tudi dodatno, recimo, Bratuškova je potem govorila o tem, kako češ, da so takoj, ko je minister odšel z gradbišča, odšli tudi delavci, Včeraj sem se pelil ob približno 12:30 zjutraj mimo Postojne, na dveh delih gradbišča so bile luči in delavci, zdaj kaj so delali, pa pač nisem toliko strokovnjak, da bi lahko to ocenil, samo s hitro vožnjo mimo, ampak tukaj neka sprememba se je zgodila, prej še nikoli nisem videl, da bi se to dogajalo, ni mi pa jasno, recimo, tukaj pa moram reči, da sem pogrešal malo več razlage Jerneja Vrtovca, recimo v včerajšnji Tarči, ko sta bila tudi z Alenko Bratušek, češ, kdaj zdaj točno, ta mesec dni, ki ga je potem Alenka Bratušek izzivala, češ, bomo videli, če bo drug teden končano, pa je potem razlagal, da to nekako se ta dela zamikajo, in da še ne bo končano, seveda, ampak tukaj mi dve stvari torej nista bili jasni, kako je možno, da potem mi zapremo, če se bo del na enem delu proti Kopru končal in se bo prestavil na drug del, ki je še vedno zaprt, kako za vraga mi lahko zapremo avtocesto na tako dolgem odseku, da potem delamo samo na eni strani in potem, ko je tam končano, nadaljujemo na drugi, ki je že med tem zaprt, ali pa jaz nečesa nisem razumel. Tukaj mislim, da je res, mogoče bi lahko Vrtovec, sicer ta vrhunski uspeh, ki mu je uspel pravzaprav prve dni mandata postaviti nočno delo, samo še nekako bolj jasno skomunicirati zdaj, kaj točno lahko državljani pričakujemo in koliko nas bo nenazadnje tudi stalo to, da se dela po noči. Mislim, nedvomno je naloga Vrtovca, da zdaj ohrani na deloviščih tudi primerno delovno temperaturo. Videli smo že takoj potem dan, dva kasneje po odprtju nočnih del neke članke, češ dela mirujejo, ko ni ministra pa kamer, tako da to bo treba imeti pod kontrolo. Verjetno bo nekoliko lažje,
ko pridemo do tiste točke zamenjave uprave Darsa, pa bo kdo bolj kooperativen bdel v tem imenu nad delovišči. Sicer, da se vrnem na Skornška, slamnatega moža, ne, se običajno postavi na polje, da ga kljuvajo ptice namesto pridelka. Ne. Tokrat se je Ribič odločil, da svojega slamnatega moža postavi semle sred ceste, da ga pokljuvajo mediji v njegovem imenu. Rekel bi pa, da je vrgla te trditve Skornška o tem, kako so odprti za nove ideje, kooperativni in tako naprej, ne, v bistvu skoraj naklonjeni tej novi vladi, ki prevzema, v precej novo luč sinočnja Tarča z prispevkom, ki je zelo kronološko pokazal, s kakšnimi manevri so se dela, ki bi se lahko začela 5. marca, kolikor sem si zapomnil, ne, odložila za čas po volitvah, z zelo jasno izkazanim namenom, da se z vsem kolapsom na avtocestnem križu ukvarja nekdo drug, ne, ki bo prišel na mesto. Oni po volitvah. Jaz bi si celo upal trditi, ne, to sem si tudi tule kot zaznamk pripravil, da mi v bistvu te manevri razgaljajo tudi to, da je bilo politični levici morda že tedne pred 22. marcem bolj ali manj jasno, ali pa vsaj, da obstaja velika verjetnost, da ne bodo ponovili mandata. Ne. Tako da se pa še zdaj čuti, da se niso sprijaznili s tem. Sprijaznili se niso, ne. Te razlage potem pa Alenke Bratušek, če že zamaknilo se je pa zaradi snega, ne, medtem ko so jasno... Pa je bil sneg, ne, pa potem je bil dež, pa... Ves čas je reki, ne. Pa zanimivo mi je, no, tega splošna javnost ne more vedeti, ampak uradnica Darsa, ki je pošiljala to sporočilo izvajalcem, mislim, da je Jasna Gabrič, zdaj se piše nekoliko drugače, ker se je vmes sporočila, ena od najbolj tesnih zaupnic Andreja Ribiča, torej je to šlo dejansko z vrha komanda na delovišča, pač ustavite do volitev vse, kar je za narediti. Ja, po volitvah se je pa praktično mislim, skoraj da na tem zahodnem delu avtocest, na Gorenjskem, na Primorskem, skoraj da težko že voziš. Ker gre malo bolj pogosto pogledati tisti svoj vikend na Primorsko, ne, to praktično iz enega delovišča si že v naslednjem. No, tako da tudi če ker se jaz potem tudi taktično v nekih nenavadnih urah raje zvečer zapeljem, da sem hitro dol, ne, ampak še vedno imam občutek, da se od Brezovice do Kopra vozim skozi sama delovišča. V bistvu, ja. In Vrtovec je celo razkril ta teden, da je bilo predvideno še eno novo na Vrhniki. Ne? Tako da to pa res. In dodatno, ne, se mi zdi tudi ironično potem razlaga, ja, nimamo dovolj delavcev. Ja, mislim, halo, če nimamo dovolj delavcev, zakaj potem prvič odpremo delovišče in drugič, če smo ga že odprli, zakaj potem to delajo firme, ki nimajo dovolj delavcev, pač če že nujno rabimo to delovišče, ne ga naredi pač nekdo iz tujine. Ne. To je nekaj, česar pač v tej državi mi zaenkrat še nihče ni znal pametno pojasniti. Ob novemu finančnemu ministru Širclju se je iz politične penzije vrnil tudi zimzeleni Vinko Gorenak, ne, tokrat z ponudbo partnerstva za uspešno Slovenijo oziroma zavezništva za uspešno Slovenijo, kar je nekako po vzoru partnerstva za razvoj 2004-2008. Torej SDS ponuja roko opoziciji. Jaz bom rekel, korektna ponudba, vsaj tisto, kar je bilo javno predstavljeno kot dokument, neko 14-15 dnevno usklajevanje zakonskih predlogov, še preden pridejo na mizo seje vlade. Rekel bi za začetek dve stvari. Predvsem vidim v takšnem sodelovanju za opozicijske stranke priložnost za boljšo obveščenost. In drugo, tudi potem, ko so stvari že recimo usklajene, tudi za dodaten medijski čas z možnostjo, da v bistvu dosežke vlade predstavijo kot v veliki meri svoje delo. Ne? Ja, ne, ker mislim, zdaj tukaj ne, je zanimivo, kako pravzaprav se je precipiralo. Ne, to pravzaprav samo Janša je do zdaj itak edini, ki ponuja take dogovore, leve vlade eksplicitno tega ne počnejo. Ne, tudi posebej še Golobova prejšnja, še ko je Nova Slovenija dajala takrat še pod Matejem Toninom neke signale, češ, a bi morda pač opozicijsko kakorkoli sodelovali, ne. Ne. Tukaj je bilo izrazit zid dobesedno na strani Roberta Goloba. Ne. Zdaj, ko pa so jim ponudili recimo iz desne to partnerstvo, ne, pa poslušamo, bom rekel, ker predlagam, da pogledava najprej, preden komentirava, ker so res močni, sočni izrazi. Zelo, ja, eni bolj zanimivih ta teden. Nikakor si ta koalicija in ta vlada ne predstavlja, da ima vso znanje in da je najpametnejša na tem svetu, ampak želimo
in vemo ali pa spoštujemo, če želite, tudi znanja, ki so v opozicijskih poslancih, v opozicijskih poslanskih skupinah. Mi se ukvarjamo z odgovorom državljankam in državljanom, manj z odgovorom trenutni koaliciji. V prvi vrsti se mi zdi, da gre to za predstavo za javnost. Poimenoval bi jo, ko se volk preobleče v ovco. Po drugi strani pa se mi zdi, da gre za namen, da tudi v navednicah uzakonijo partnerstvo z stranko Resnica. Ne bi a priori to zavrnila. Definitivno kot socialni demokrati menimo, da je za dobro državljank in državljanov pomembno najti neko politično soglasje glede ključnih sprememb, ki jih rabimo za dolgoročni razvoj. Želim si podpisati sporazum ali pa partnerstvo za razvoj, ki bi nas potisnil še bolj v opozicijo, obenem bi pa omejil vsak vidik nekega skrivnega dobivanja s koalicijo, nekih, bi rekel, tem v ozadju. Stvari so povsem jasne. Janez Janša je bil na oblasti že 3-krat, v politiki je 35 let. Njegove politike in politike njegovih kolegov pajdašev so zelo jasne. In v Levici ne pristajamo na homofobne, privatizacijske, neoliberalne in skrajno desne politike. Volk v ovči preobleki, pajdaši, ne, ta vrečko, pajdaši, homofobne. Če prav razumem, Arčona je v bistvu sta zdaj razliki, se pravi, Janez Janša se preobleče in žre ovce, ne, medtem ko, če parafraziram to zadevo, je potem Robert Golob kot volk ovce metal čez ramo, v bistvu, je v tem razlika, ne. Mislim, pač tukaj je tako veliko, bom rekel, paradoksov, ne, jaz bi si želel, da politika med seboj sodeluje, ne, take stvari slišimo, ne, in potem, ko hkrati zavračajo sodelovanje, ki jim ga ponuja vlada, poslušamo politično soglasje, si pa želimo, kaj v tej državi treba narediti. Kaj drugega pa je to kot nek prostor, kjer bi lahko potencialno prihajalo do političnega soglasja, kaj v tej državi lahko naredimo tako, da bo vsaj približno, ne pravim, da mora biti všeč obema stranema, ampak da bo vsaj približno sprejemljivo, da bo morda vsaj opozicija imela neko priložnost podati svoje stališče, ki ga potem tako in tako je zapisan ta predlog tega partnerstva na način, da nima nobene obveznosti za opozicijo. Točno to, opozicija lahko a la carte izbere, kje je zraven, kje ni, in tam, kjer ni, še vedno lahko mirno in ogorčeno sesuva, na vseh drugih frontah. Torej, glej, primer SD-ja pod vodstvom Boruta Pahorja, to sva že večkrat povedala, kaže 2-4-2-8, da je bila to celo zmagovita formula, ko je uspel uskladiti približno 2/3 zakonodaje s takratno vlado, ne. Me pa odzivi Levice in Svobode kljub vsem tem zgodovinskim lekcijam čist nič ne presenečajo. Kulturni boj proti tej novi vladi je v bistvu trenutno edino, česar so v globokem šoku po izgubi oblasti sposobni. In ko si rekel, Asta Vrečko govori o pajdaših Janeza Janše, primer recimo glasovanja samo o tožbi proti Izraelu, pa je to zelo v izteku mandata, je en tak ilustrativen primer, kaj pajdaštvo res pomeni, na sejah vlade. Ko sta skupaj z Robertom Golobom kljub morju velikih besed o genocidu v Gazi, potem na koncu nista bila lastnega sklepa, ki sta ga prinesla na sejo, sposobna podpreti. Tako da toliko pajdaših. Kar se pa tiče izjave recimo Meire Hot, sem pa sploh glede na to, kdo jo je podal, in kje, ob Luciji Tacer in ostalih, ki so bili postrojeni od zadaj, celo presenečen, to moram reči, da so zmogli vsaj za začetek to deklarativno izjavo, da ne želijo ničesar a priori zavrniti. Jaz osebno sem prepričan, da imajo celo veliko priložnost, da izstopijo iz sence drugih dveh levih strank, da v opoziciji izvedejo neko konsolidacijo, repozicioniranje. Bral sem tebe na zanima.me, ko si napisal, in to mi je bilo zelo všeč, da je težko še 4 dodatna leta tekmovati Svobodo in Levico v tem, kdo je bolj nor, oziroma če prevedeva, kdo je bolj skrajno lev. To je res tekma, ki je nihče ne more dobiti. Nisem pa, lahko jo dobi, ampak pač gladko SD ne more prehiteti tukaj Levice, ker pač tako nori kot Asta Vrečko pač niso. In zdaj nisem pa, sicer so res se zmogli na tej prvi stopnički nekako distancirati od Svobode in Levice, nisem pa optimist, da bi
zmogli končni korak in podpisali to izjavo oziroma partnerstvo. Morda nekateri mlajši v stranki je tudi take glasove slišati, ne? Ampak slišim pa tudi, da celo ta mlajša struja nekako vidi odločitev o podpisu tega partnerstva kot tehtanje med repozicioniranjem, ne, na eni strani in nevarnostjo, da bi ali pa strahom, da bi Janši z tem žegnom, ne, svojim žegnom v bistvu tlakovali pot do ponovitve mandata oziroma do 5. vlade čez 4 leta. Ne. Zdaj tako, ne, kar se tega tiče teh odgovorov. Ne. Lucija Tacer razlaga, ne, mi ne odgovarjamo vladi, mi odgovarjamo volivcem. Ne. To je paradoks. Ne. Ker kaj pa drugega je odgovarjanje volivcem kot pač vodenje države na tak ali drugačen način. Tudi za vlado trenutno stoji toliko in toliko volilne baze. Ne? Tako da vedno gre za volivce v resnici. Ampak tudi kaj ona zdaj dela? Ona je zdaj v opoziciji, ne? Kjer nima absolutno nobene moči za, bom rekel, unarekovajo, ne? Ker je ironično sploh govoriti pri Svobodi o izpolnjevanju programa, ne? Ki so ga na hitro spacali, ne? Vprašanje, s katerimi orodji 3 dni pred volitvami. Ne? Ampak recimo, ne? Imajo program, v redu, izpolnjevanje programa. Kako pa boš v opoziciji izpolnjeval program? Ja, tako edino, če nimaš nekega takega dogovora z vlado, oziroma nekega dogovora, to je predvsem komunikacijski kanal z vlado, da lahko karkoli razviješ, pač lahko kolesariš pred parlamentom in se, če parafriziram iz parlamenta par tednov nazaj, jokcaš in stokcaš. Ne, jaz prav vidim tam, morda je bil ravno Arčon zadolžen za tist program 3 dni pred volitvami, ne, ker je on dobival vprašanja, kje je program, zakaj ga ni. Ne. Prav vidim, ko je bilo treba na koncu na AI dokument pritisniti še logotip Svobode, ne, in je pripel ChatGPT v logotip in potem je ChatGPT napisal, oprosti, resničnega logotipa politične stranke ti ne morem dodati, in je rekel, ni panike, saj to je fiktivni logotip, daj ga gor. Ne. Tako da tako nekako si predstavljam jaz izdelovanje programa. Ne razumem pa, to pa moram reči, ne, te izjave Stevanovića, če grem zdaj še na njega, ne, da ga bo podpis partnerstva potisnil globje v opozicijo. Mislim, da je ta izjava v bistvu samo en tak podzavestni freudovski dokaz, da imajo z definicijo svojega lastnega trenutnega položaja malo težave interno v stranki, po čem bi se to tudi dal sklepati. Poslanec Todorović je dal v sredini tega tedna 2 precej nenavadni izjavi, in sicer eno, da bo prispeval podpis za referendum, o katerem bova kasneje še govorila, to je tako kar zanimiva odločitev, ne? In drugo, da ima na ta Gorenakov dokument pripombo, ker v premejhni meri njih definira kot opozicijo. Ne? Torej, to je njihova nevralgična točka, občutek velike večine ljudi, da so vendarle bolj koalicija kot opozicija, ne? In klepa bi se deloma strinjal s poanto Arčona, ne? Da je vendarle to partnerstvo z vidika vlade tudi en poizkus formalizacije zakulisnega dogovora s Stevanovićem, pri čemer, če mi dovoliš samo še to, kakšna ironija, da o skrivnem dobivanju s koalicijo potem Zoran Stevanović kar sam spregovori pred kamero. Ne? To je... Ja, tukaj ga je zaneslo, se mi zdi, ne? Recimo kot na drugi strani pa rekel socialni demokrati, ne, še tukaj bom šel nazaj k socialnim demokratom, ne. Iskreno jaz ne pričakujem na tej točki, da bi šli v partnerstvo za razvoj, oziroma kaj je to za uspešno Slovenijo, zdaj ponovno, ne, ker mislim, da nimajo te kapacitete, bi pa edini, rekel, no-brainer, ne, oziroma ko sem govoril recimo za Ljušem Pretinačem, ki je pravzaprav v imenu SD-ja sodeloval v partnerstvu za razvoj v prvi Janševi vladi, ne, je rekel, pravzaprav citiram, ne, da on bi že zdavnaj to naredil, če bi pač bil na tem mestu v SD-ju, da bi bila to njegova funkcija, da pa ne verjame, da so zmožni tega, oziroma so tako pametni, da bi to naredili. Zakaj? Ker po eni strani pravzaprav ti to pomeni, da si bolj obveščen o tem, kaj dela vlada, torej tudi konec koncev, če ne uskladiš stvari, si bistveno bolj obveščen, si bistveno lahko bolj pripravljen tudi na morebitne pač nasprotovanja določenim vladnim ukrepom, ki ti morda res ne ležijo. Ne? Na drugi strani lahko predstaviš, mi smo konstruktivni, naredili smo stvari, kjer je smiselno skupaj, tam, kjer pa ne, smo pa bili seveda proti ne vem kakršnikoli že uporabiš vladi. Ne? Je pa res, da ko sediš na sestankih skupaj in se dogovarjaš, potem malo težje uporabljaš
izrazoslovje, kot ga pač smo lahko slišali pa Rasti Vrečko, ne, ko govoriš o pajdaših in ne vem kakšnih takih zadevah. Ne. Zanimivo bo videti genezo tega dogajanja v SD do konca tega opozicijskega predvidoma mandata, kjer lahko recimo, no, če bi slučajno uspel ta korak podpisa partnerstva, pa ne verjamem, ne, bi dalo to nek nov zagon predsedovanju Matjaža Hana. Se pravim, ne vidim tega, ker mi Han daje neke znake apatije oziroma naveličanosti, po drugi strani se večkrat v zakulisju omeni recimo mladega podpredsednika Luko Gorška in potem vedno, ko se ga tudi interno v stranki omeni, je menda iz Bruslja nekako še opozorilo Matjaža Nemca v smislu, morda sem prej na vrsti kot mladi kolega, ne, tako da to bo ena zanimivejših opozicijskih partij teh 4 let. Ne? In tudi Goršek pravzaprav je že nekako dal signal, da niso naklonjeni temu partnerstvu za razvoj stranke, kar je po mojem velika zamujena priložnost za SD, ker tukaj bi se pa res lahko pozicionirala kot tista manj nora, bolj racionalna, hkrati pa še vedno opozicijska stranka. Včasih imam občutek, da se izjemno malo v SD pogovarjajo ali pa se sploh ne pogovarjajo, ker takrat, ko je Meira Hot proti nečemu, je ponavadi Luka Goršek za in zdaj se dogaja ravno obratno. Tako da kdo bi to razumel? In ko smo že glih pri sodelovanju, ne, potem ali pa odklanjanju recimo nekega, se pravi, zdaj smo čisto na začetku mandata, prvi tedni vlade, vlada ponudi, bom rekel, infrastrukturo za morebitno začetek sodelovanja, ne, in opozicija pazi, na veliko zavrne, ne, vehementno zavrne, sodelovanje potem pa praktično v istem tednu pride v javnost z predlogom sprememba ustave, dajmo spremeniti volilni sistem, odpravimo okraje, zadovoljimo želje volivcev iz recimo leta 2024 iz posvetovalnega referenduma, kjer ti absolutno nujno potrebuješ sodelovanje s koalicijo. Se pravi, ti prideš po eni strani z zavrnjeno roko sodelovanja, ki se ti odpira in še nima neke konkretne vsebine in bi ti lahko rekel, ok, se pravi, damo v dobri veri sprejmemo, ne, in damo našo vsebino, ne, evo, v redu, pa se dajmo začeti usklajevati glede recimo predloga, za katerega je jasno, da Janezu Janši ne leži, ne, ampak je hkrati tudi jasno, da potencialno Nova Slovenija in Demokrati bi ga lahko podprli, ker ne nazadnje so ga že podprli, ne? Ampak oni pridejo zdaj takoj v javnost, ne? Torej brez kakršnih koli pogajanj, usklajevanj v ozadju, se pravi, dobesedno skurijo ta predlog. Zakaj? Zato, ne, da bi recimo enostavno pravzaprav pritisk izvajali na Demokrate in Novo Slovenijo že v samem začetku. Kar opisuješ je vladarski kompleks ali pa sindrom izgubljene oblasti, ne? Ker še vedno to podzavestno sporoča, mi smo tisti, ki narekujemo tempo. Se pravi, če mi rečemo, da je prva stvar se uskladiti o volilni zakonodaji, potem to mora biti tako. Ne? Ja, pač vmes so se malo pravila igre spremenila, ne? Pa ene volitve so bile. Ja, ne? In mislim, tukaj je pravzaprav tak smiselen ukrep. Ne? Konec koncev se je Nova Slovenija sama pravzaprav naredila skoraj identičen predlog, kot ga je zdaj recimo leva opozicija prinesla kot svoj lasten predlog. Ne? Ampak zdaj, kaj je tukaj v ozadju? Ne? SDS kot tradicionalna, bom rekel, tradicionalno močna stranka, ki si želi imeti dober nadzor nad svojo poslansko skupino, ne želi spustiti z roko krajev, ker na ta način pozicionira tiste poslance, ki si jih želi videti v parlamentu. Mnogi izmed njih redko kdaj sploh spregovorijo. Nekateri izmed njih, ki sem šel prav gledati po poslanski skupini, jih nisem prepoznal po slikah, ker jih nisem še nikoli videl karkoli povedati. Ne? Se pravi, ti ljudje so za ljudi povsem neopazni, nevidni, ne? Glasujejo pa tako, kot pač stranki ustreza, ne? In ti ljudje bi zelo verjetno zgubili svoja mesta, ja, verjetno v precej ruralnih okrajih, ker pač v teh okrajih SDS najbolj zmaguje. Ne? Na drugi strani imaš ti NSI in Demokrate, ki so za takšno spremembo. Ne? Se pravi, tukaj je to možnost neke razpoke v koaliciji, kjer bi se lahko konkretno razdelili recimo NSI in Demokrati in recimo še Resnica, ki je tudi načeloma naklonjena temu, ne, za, in je to, mislim, da glih tistih 20 poslanskih mandatov, ki še manjkajo recimo opoziciji, da to pač izpolne. Ne. Na drugi strani imaš ti Janeza Janšo, ki je temu ostro proti. Ne. Ampak, če ti to ponudiš takoj na začetku mandata, ne, ja, dajte se razbiti takoj na začetku mandata, seveda, ja, lahko rečeš, je to politično oportuno, češ poskušaš razbijati koalicijo že takoj na začetku mandata, hkrati pa veš, da ta predlog na ta način obsodiš na propad. Se pravi, to pravzaprav zgolj in samo politični boj, ne pa recimo trud za izpolnjevanje volje volivcev, ki
kot pravijo pač, oziroma kot to prikazujejo. Zdaj, ko smo pri teh gestah ponujanja rok sprave sodelovanja, kakorkoli, se mi zdi, da je novi šef Ukoma to sporočilo Janše in Gorenaka o ponujenem partnerstvu želel na svojem nivoju nekako še malo ojačati z gesto, ne, sicer tako manjšo gesto, da odblokira vso črno listo sledilcev raznih vladnih profilov naenkrat, kot si rekel, gre za nekaj 10 tistih najbolj agresivnih trolov, verjetno. Ne. Zdaj, to je podobno kot pri Vrtovcu s avtocestami, recimo nek signal, delalo se bo drugače, tudi želja sporočiti javnosti, da je vendarle tudi razumevanje vlade kot organa, ki presega en posamični politični mandat, kot organa, ki pripada vsem Slovencem, malo drugačno, kot je bilo v zadnjih 4 letih, ne glede na barvo te ali one vlade. Bi pa rekel, ne, da je do neke mere gesta nekonsistentna s tistim podpisom koalicijske pogodbe pred tedni, ko je bilo vse zaprto, ne, ko je ta dogodek, ki bi mogel biti po naravi, po definiciji javen, bil pravzaprav neka privatna ceremonija v eni od poslanskih skupin. Ne. Tukaj je tako, ne. Kar sem želel samo reči, je Sebastian bo imel veliko dela, da to sicer gesto, ki je okej, ne, ki je v nekako duhu sporočila, dajmo pač normalizirati javni prostor, ne, imel bo veliko dela, da to linijo odprtosti ohrani, ko pride do osrednjih bitk in spopadov tega mandata. No. Zdaj, kar se tiče, bom rekel, obojga, ne? Zdaj, simbolična gesta, ne? Meni je bilo zabavno, kot je bila primerjava, recimo, ki sem jo tudi jaz uporabil, kot padec Bastilje, ne? Se pravi, izjemno simbolična začetek francoske revolucije, ne? A v resnici so par nižjih kriminalcev spustili iz zapora, bolj ali manj, ne? Nekaj dosti več od tega. Ne? In v tem kontekstu pač, ne? Tudi sem preveril 29 profilov, menda je bilo blokiranih, niti eden od teh profilov ne bi bil nek bolj izpostavljen, v smislu nek novinar ali pa nek politik, ampak da gre to za bolj neke pač histerične low-level trolčke. Ja, šlo je dejansko za simbolično dejanje. Ampak ne, na drugi strani pač je to nek korak, ki rečeš, ok, simbolično pač profil vlade ne bo dostopen vsem. No, to se mi zdi logično. Zdaj, glede tistega podpisa koalicijske pogodbe, ne, tam jaz sem se čudil, ne, sem bil v parlamentu tisti dan, govoril, mislim, da 2-3 tedne nazaj, ne, nekako nisem čist tega razumel, zakaj ne. Potem sem pa nekoliko dojel, ker sem videl. Se pravi, oni so vse informacije, ki so bile pomembne za podpis koalicijske pogodbe, dali ven v javnost, lepo zmontirane in tako naprej. Ne, kar so želeli preprečiti, je bila pravzaprav zloraba tega podpisa, kjer bi potem mediji prišli, posneli, dali vprašanje, ki bi bila povsem nepovezana s podpisom koalicijske pogodbe in potem pokazali samo te odgovore. Jaz mislim, da je to v tem smislu je bilo pravzaprav strateško dobro narejeno. Verjetno bi se večino časa pogovarjalo o aferi Black Cube in o podobnem, to se je s tabo čist strinjam. Pa vseeno, mislim, da je tudi to, ne, da potem novinarji prenesejo nepredvidljiva vprašanja, pač neka dolgoletna demokratična praksa. Ne. Jaz bi se lotil tega recimo tako, ne, da bi naredil, kot so naredili, potem pa vendarle bil dostopen tudi za vprašanje javnosti, zato da je zelo jasno, pogled, to smo dali ven kot podpis koalicijske pogodbe. Treba je biti tudi iskren, da se je ta ista opcija politična, govorimo o političnem polu, desnosredinskem, zgražala, ko si je nek odvetnik premierja Goloba drznil določeno novinarko odstraniti, ne, tako da bi lahko ravnali. Si to hoče reči, ne, pač v smislu tukaj, kjer je šlo za podpis koalicijske pogodbe in so želeli, da je fokus na podpisu koalicijske pogodbe, ne, bi naredili, kot so naredili, ta del mislim, da ni tako sporen, bolj je sporen, da so se pač potem čist umaknili za javnost in jih novinarji praktično niso mogli več ujeti. To je tisto, recimo, kar se mi pa zdi problematično, v smislu, da bi bilo pa fajn vendarle to komunikacijo, ne, pač ne nazadnje novinarji imamo svojo vlogo in tukaj sem pa pogrešil, bom rekel, malo ta pristop, da sta potem, mislim, da samo Tina Bregant in Marko Lotrič dala izjavo za medije, ne, vsi, bom rekel, voditelji glavnih koalicijskih strank so se pa medijem nekje v širokem loku izognili. To je recimo nekaj, česar si pač tudi ne bi želel, da postane neka redna praksa, ker nazadnje smo se tudi zgražali, ne, nad tem, ko Robert Golob ni želel sprejemati vprašanj na tiskovnih konferencah, ne, tako da tukaj pričakujem, da bodo drugačni in zaenkrat tudi so, no, pač tista je bila pravzaprav izjema ta podpis koalicijske pogodbe. Ne. Poglejva Jeretiča, ki napoveduje te neke nove čase na Ukomu, pa potem rečeva kakšno še o 2 referendumskih kampanjah, ki sta tam nekje za vogalom. Poglejva.
Sem pa prepričan, da smo v imenu države dolžni biti odprti do vseh državljanov. V tem mandatu zagotovo ne bomo nikogar blokirali. Bomo pa, če bomo tako presodili, prijavili mogoče kakšen neumesten post, kar je ločena zadeva. Ok, toliko torej o tem. Zdaj pa dve kampanji. Ena se je danes ravno dopoldan, na dan, ko to snemava, obudila iz naftalina. Štrukelj je po razkritju njegovih, za nekoga, ki sovraži kapital in ki dolgoletno nastopa z vidika malega človeka, delavca, po razkritju njegovih precej ekscesnih mesečnih prihodkov je nekako tri tedne približno v lizanju bojnih ran, ne, tako da nismo veliko slišali o tisti kampanji proti interventnemu zakonu. Pa še pripravlja tožbo zoper naš medij, ne? Zdi pa se mi, tudi to je še odprto, bomo videli, in seveda obvestili javnost, kolikor se bo ta boj še nadaljeval na kakšnih drugih inštancah. Preusmerjajo pozornost torej iz interventnega zakona, kjer so ugotovili, da bo z vsebino težko parirati, ne, na neko novo polje te parlamentarne preiskave, se pravi, kako točno, po kakšnem postopku se v parlamentu odredi preiskava, ki je za javnost težko razumljiv, ne? Razen če ne najdeš izjemno priročne krilatice, kot se boš spomnil, da je bila pitna voda v časih Nike Kovač in prejšnje Janševe vlade v covidnem času, ne? Ki je izjemno mobiliziral to levo aktivistično volilno telo, in zdi se mi, da so tokrat našli slogan, ki je po načinu ali pa po metriki najbliže temu, pitna voda. Tokrat pravijo, to bo referendum proti politični policiji, ne? Pri čemer spet opomba, jaz mislim, da vladna stran v tem primeru ne bi smela imeti pretežkega dela, da v tej kampanji dokaže ravno obratno. Torej, da parlamentarne preiskave, naprimer financiranja opozicijskih strank v prejšnjem mandatu, ne, nikoli niso bile bližje politični policiji, kot ko je to počela Tamara Vonta. Obstajajo celo o tem javna pričanja. Eno je Mojca Pašek Šetinc, ki je rekla, da je Vonta direktno povedala, da imaš tako preiskovalno zato, da 4 leta mrcvariš Janeza Janšo, ne. In drugo, zdaj že famozni prisluhi Vesni Vuković, ko je razlagala generalni sekretarki vlade, ne, imaš parlamentarno preiskavo zato, da po tihemu ozadju prideš do dokumentov, do katerih na legalen način sicer ne bi mogel priti, ne. In potem so ti dokumenti v praksi počasi kapljali v medije, za katere smo v prejšnjem mandatu lahko že rekli nekako, da so nek neuradni uradni vlad za komuniciranje. In za katere je v preteklosti Vesna Vuković marsikaj napisala, pa se mi zdi, da še vedno marsikaj napiše. Menda še vedno piše, ne. In mislim, ne samo, mislim, to so res, ko ti gre z krilatico proti politični policiji, ne, ekipa posameznikov, med katerimi sem prepričan, ne, ker gre za mnoge precej osivele glave, izrazito značilne tudi za prejšnji sistem, ne, sem prepričan, da so kar več kot eden izmed njih, ne, dejansko bili sodelavci tiste prave tajne politične policije, ki smo imeli v prejšnjem mandatu, ne, in ko ti grejo taki ljudje s krilatico proti politični policiji, ne, mislim, da je pa ironija na vrhuncu. Da še na kratko razloživa, zakaj gre, ne. Novela zakona o parlamentarni preiskavi, ki je plod te nove vladne koalicije oziroma izdelek, ne, gre v smeri, da je praktično nemogoče izpodbiti odredbo nove preiskave, razen na Ustavnem sodišču iz nekih zelo specifičnih razlogov, ne. Kar je po mojem refleks na prejšnji mandat, ko dejansko recimo Svoboda za svojimi manevri ni pustila opoziciji, da bi preiskala recimo GEN-I, Star Solar in tako naprej. Ne. Ja, in tudi v tem mandatu se obeta nekaj takih poskusov, ne, od Black Cuba do preiskovanja GEN-I-ja, ne. Tako da tukaj bomo še, mislim, da lahko kar nekaj preiskav in verjetno tudi kar nekaj lovov na čarovnice še lahko spremljam tekom celotnega mandata. Ne nazadnje, Black Cube je zdaj postal kar nekaka, bom rekel, tematska obarvanost delovanja opozicije, ne. Po novem bojo namesto rdečih koles črne kocke kolesarle pred parlamentom. Je pa res, da so zaenkrat te kocke predvsej osamljene, kar je tudi po svoje zanimivo. Ne, to je en zanimiv fenomen, morda bi to morala še nasloviti. Ne. Tako, kar nekaj tednov je že mimo, odkar se je ta nova oblast formirala, pa potem prisegla, bila izvoljena v parlamentu in vendarle razen tistega najožjega aktivističnega jedra, prav tega istega, ki dobiva težke denarje iz različnih strankarskih obvodov, ne, ni
neke histerije zato, ker Janez Janša četrtič vlada, mislim pa, da tudi zaradi tega, ker se je tega vladanja vsaj v začetkih lotil drugače. Ne? Se pravi, tam, kjer je tema že tako ideološka, že tako vroča, ne sili v ospredje, celo obratno. Zdi se, kot da so vsi zakonski predlogi, ki so do tega trenutka bili v parlamentu, ne, bolj recimo izdelek Nove Slovenije, demokratov in Stevanovičeve resnice in podobno. Ja, in v tem kontekstu mi je po svoje zanimivo, da pravzaprav socialni demokrati te spremembe v družbi ne zaznajo in jo posledično zajahajo, in da se niso naučili pravzaprav nobene lekcije iz začetka tega mandata, ko je pravzaprav na nek način Golobovo vlado ali pa nadaljevanje Golobove vlade preprečil z zelo spretno potezo nekako Jernej Vrtovec, s tem, ko je pravzaprav naredil dogovor z Anžetom Logarjem in Zoranom Stevanovičem. Ja, in hkrati zavrnil pogovore na drugo stran. Ta blok, nek tako imenovan tretji blok, s katerim so potem Resnica in demokrati začeli bistveno bolj poenoteno delovati med sabo skupaj z NSI-jem. Recimo, če bi se pravzaprav lotili partnerstva za razvoj in bi bili v njem skupaj z Resnico Zorana Stevanoviča, seveda pa ne z Gibanjem Svoboda in Levico, ki pač a priori to zavračata, bi lahko pravzaprav dobili neko priložnost, da Zorana Stevanoviča zvabijo stran od koalicije, bližje recimo stranki SD, ki bi predstavljala v tem primeru neko zmerno levo-sredinsko alternativo aktualni vladi. Trenutno očitno te ambicije nima. Že dolgo se ni zgodilo, da bi bil anti-Janša refleks tako nizek v trenutku, ko Janša dejansko vlada, ko ni v opoziciji. In tako kot si rekel, vlada se je sestavila, bila je potrjena in že kljub temu, da gre res za samo nekaj dni, že nekaj počne. Kakorkoli sva bila kritična, vendarle novi finančni minister nekje praska in išče rezerve v državni blagajni. Vrtovec je odprl nočna dela, Janez Cigler Kralj, čeprav se lahko sliši komu smešno, je umaknil iz spletne strani tiste nove prehranske smernice, ki skoraj ukinjajo meso v šolski prehrani. Ministrstvo za kulturo je pa snelo mavrično zastavo zaenkrat. Soliden začetek mandata, vsaj glede nekih signalov, celo Golob ga je podprl, ima zunanji minister Kajzer, torej nekaj se dogaja in v bistvu kolesarjev ali pa neke blazne histerije na ulicah ni. Tako da to je novost v bistvu. Pravzaprav bo pa veliko vprašanje to čiščenje neke vrste v narekovaju Sodome in Gomore, ki se je razvila, bom rekel, in v Darsu in v nekaterih drugih javnih podsistemih. Po mojem, naš mladi medijski projekt toliko pohvalimo, da rečemo, da večino zgodb, ki so ta teden usekale, kar se Darsa tiče, pa ne mislim na ta avtocestni del, bolj na razna preplačila in sporne javne razpise, smo že pred slabim letom dni bolj ali manj razkrili prvi na portalu zanima.me in za naročnike in podpornike nekatere stvari v teh epizodah Safari Special. Zgodba Axis Proctor, se spomniš, to sva kar nekaj mesecev nazaj naredila v Safari Specialu, je zdaj dejansko državna revizijska komisija vložila obdolžilni predlog zoper upravo Darsa, 94% podražitev glede na objavljeni javni razpis. Potem je zimzelena poslovna stavba, to je novinarski dosežek Pop TV, več kot 50% podražitev od 19 na 30 milijonov. No, zdaj pa, da napoveva sobotno special epizodo za naročnike in podpornike, razkrijemo nov sum preplačila, vsaj $500,000, gre pa za programsko opremo, tako da če se komu $500,000 zdi malo, da preplačaš, je za nek računalniški program lahko to ogromno denarja. Povezanost članov uprave, vsaj dveh, ne samo Ribiča, še članice uprave z posameznimi izvajalci, to bova razkrila. In pa, kar je po mojem najbolj zanimiva zgodba v tej epizodi, neposredna vpletenost nekdanjega vrha policije v oviranje preiskovanja ali pa češ kar zaprtje primerov sumov kaznivih dejanj zoper vodilne ljudi Gibanja Svoboda. Tudi to torej v novi epizodi. Izjemno pestra sobotna epizoda se pripravlja, tako da res tukaj lahko malo napoveva že za, in seveda to, da bo jasno gledalcem, sobotno epizodo lahko dobijo na portalu zanima.me
če se seveda naročijo. Tukaj pa za razliko od YouTubea, kjer se lahko brezplačno naročijo, za sobotno, nekaj stane pa še vedno precej malo. Za sobotno epizodo pa vendarle je potrebno tudi nekoliko odpreti, bom rekel, denarnico oziroma kartico, smo pa za informacije, ki jih dobite, zelo ugodne. Tako je. In hkrati to pomeni tudi našo podporo, tudi na tej epizodi, ki je redna in odprta za vse. Pogledala bova zdaj še en klip, duel Vrtovec-Korenšek, drugi del, tokrat glede teh preplačil spornih poslov. Vrtovec je povedal jasno, da Ribič ne uživa več njegovega zaupanja, povedal pa tudi je, da ta hip ni on tisti, ki bi menjal upravo Darsa, ampak da je tam SDH, vemo, kdo ga vodi, Žiga Debeljak, tudi zaupnik prejšnjega premierja Goloba, tako da poglejmo, kaj se obeta. Ne bo menil Vrtovec, vlada pa verjetno zelo kmalu, vendarle s svojimi koraki pride do tega. Zdaj pa tukaj je prvi vrsti naloga Slovenskega državnega holdinga, da postopa tudi kazensko in odškodninsko zoper odgovornih. Tisti, ki je vodil to poslovno stavbo, mora kazensko odgovarjati. Ali glede na neuradne ugotovitve Državne revizijske komisije, da naj bi Dars posle za svetovalne in inženirske storitve za novo poslovno stavbo najemal mimo javnih razpisov, direktor Darsa Andrej Ribič še uživa vaše zaupanje? Se ga nikoli ni. Slovenski državni holding je tisti, ki lahko povleče končne konsekvence tudi glede posameznih uprav. Jaz pa lahko rečem, da zlasti zaradi poslovna stavba, pa zlasti zaradi kaosa, ki ga imamo na avtocestnem križu, gospod Ribič ne uživa mojega zaupanja. Sam se v kadrovanje v državnih podjetjih kot minister ne smem vtikati in tega se držim. Lahko pa povem, ali sem z dotičnim direktorjem zadovoljen ali nisem zadovoljen. In lahko rečem, da to vrstno mrcvarjenje, pa tudi ta izjava, ki je bila v preteklosti izražena, da so objestni slovenski vozniki krivi za kaos na avtocestah, to kaže na neprimernost posameznika na določeni funkciji. Poslovna stavba je že nekaj časa pri nas dosti pomembna tema. Samo stavbo je gradilo več uprav, mi smo jo v zaključku zaključili in zaradi tega smo tudi naredili dosti intenzivni pravni in pa strokovni pregled, ki je ugotovil, da nepravilnosti ni bilo. Kaj pa očita Državna revizijska komisija, bomo pa najprej moramo prebrati, pa bomo potem komentirali. Najprej bi pokomentiral intenzivni pravni in strokovni pogled, ki seveda pregled, ki ni pokazal nepravilnosti. Verjamem, da je bil narejen, ampak tudi vem, z katere strani, z kontra, iz te napačne izrojene strani, kako bi naredili finančne obvode, za katere so bili dogovorjeni, pravno formalno čim bolj vodotesne in kako legalizirati, če želiš, domnevno krajo, o kateri zdaj govorimo. Kar je povsem jasno, gled tudi iz tega, kar je na koncu ugotovila Državna revizijska komisija. Nek projekt so recimo podražili in govorim, mislim, da ravno o tej 94% podražitvi projektiranja poslovne stavbe za 29%. Zakaj? Ker zakon o javnem naročanju ima mejo 30, in potem, ko več z aneksi v okviru javnega naročila ni šlo dražiti, so naredili ločeno pogodbo, ki je potem spet dobila svoje dodatne anekse in tako 3-krat po 30% do 94%. Razkrijemo pa, kot pravim, v Safari Special ekskluzivno še en tak primer, bi pa tudi apropo Vrtovčevega apela SDH-ju rad bi videl, kaj točno bo SDH v tej sestavi še zmožen. Napisali so neko pisno izjavo, kjer govorijo o posebni reviziji, možnosti odpoklica nadzornikov, nezaupnice upravi. Mislim, da je bo zmanjkalo časa glede na politični obrat v državi. Ja, mislim, da tukaj lahko pričakujemo kar hitre spremembe, tudi na zadnje poslovna stavba. Najprej strokovni pregled, ko pregleduješ sam sebe, oziroma s tistimi, rekel, po ameriškem žargonu, s katerimi si skupaj v posteli, in seveda oni so zaključili in izvedli preplačila, seveda niso začeli te stavbe oni, ampak kako so že pri spornih kadrih, ki krožijo med institucijami, kjer jim ni mesto. Ta teden smo zvedeli, da Saša Jazbec, torej gre za tisto državno sekretarko odgovorno za proračun, ki je bila desna roka Klemna Boštjančiča v prejšnji vladi, ki je žena, torej Jazbeca, spomnim me, kako je že Marka Jazbeca, iz Sava Re zavarovalnice, skratka, en kup nekih spornih, bom rekel, povezav,
se bo zdaj parkirala kam, ne, na računsko sodišče, pri čemer jo je predsednica republike komaj ustavila, da ni postala guvernerka Banke Slovenije, skratka funkcij, hlastanja po funkcijah ne manjka. Zanimiv CV, zanimiva zgodovina, predvsem je pa to tista državna sekretarka Klemna Boštjančiča, ki je po njegovi legendarni izjavi denar je ali pa ga ni, ne, dala še izjavo, takle imamo, pač volitve so blizu, bomo trošili, kolikor gre, no, pa poglejmo tole. Predvolilna leta, ne samo v Sloveniji, da pač niso zelo prijazna javnim financam, bi pa obenem povedala, ker sem tudi že prej poudarila, da je v obdobju te vlade bilo sprejetih precej strukturnih reform. Za strukturne reforme je značilno, da imajo na začetku določene stroške in da potem pač na srednji rok je pa to lahko ugodno vpliva na vzdržnost javnih financ. No, na srednji rok imamo pa 900 milijonov evrov primanjkljaja v blagajni ob začetku mandata nove vlade. Glej, to je ena od najbolj lojalnih, najbolj zagretih zagovornic ekonomskega modela prejšnje vlade, torej rekordnega trošenja države. In neskladje je že v principu ugrajeno v njen prihod na računsko sodišče, ker slogan računskega sodišča ravno obratno pravi: bdimo nad potmi javnega denarja oziroma skrbijo za smotrnost. Zdaj, sodelovala je celo osebno Saša Jazbec v sporih med računskim sodiščem, se boš spomnil, in med finančnim ministrstvom, ko je šlo za prerasporejanje sredstev neodvisnih organov, KPK-ja, računskega sodišča. Takrat se prav spomnim vroče seje KNJF, Komisije za nadzor javnih financ, kjer sta bili Jana Ahčin, predsednica računskega sodišča, in Saša Jazbec dobesedno v konfliktu na dveh nasprotnih straneh dvorane. Zdaj sta hočeš nočeš pod isto hišo. Celo bi ona bila svetovalka. Tako je, in slišim, da je to svetovalsko pozicijo v izdihljajih, v bistvu že po volitvah, ko je bilo jasno, da se Golob poslavlja, urejal prav soprog, ki si ga omenjal, vplivni bivši bančnik, zdaj pa finančnik Marko Jazbec. Kot si rekel tudi Nataša Pirc Musar, je tega soproga omenjala kot oviro za guvernersko kandidaturo soproge. Namreč lahko bi prišlo do pozicije, ko bi Sava Re tožila Banko Slovenijo in bi se to morala na sodišču dva zakonca pač zmeniti med sabo. Tako da, nova vlada, tudi Janševa, napoveduje številne revizije in Saša Jazbec kot svetovalka vodstva računskega sodišča je v krogu ljudi, ki bodo lahko odločali, kaj sploh bo predmet pregleda za nazaj in kaj ne. Tudi to je narobe, seveda. Če bi parafraziral Sašo Jazbec, torej neugodno je za javne finance in za delovanje države, da taka oseba na tak način pač prehaja iz ene institucije v drugo. Ni dosti drugače, kot da bi se Klemen Boštjančič sam usedel v fiskalni svet, recimo namesto Davorina Kračuna, in potem modroval, kaj je prav in kaj ne glede fiskalne politike. Pač preprosto narobe. Ali pa da bi se Andrej Šircelj po končanem mandatu prestavil na neko tako funkcijo. In težave s financami niso omejene samo na Sašo Jazbec in funkcije, ampak Boris Mijić, torej poslanec stranke Resnica, ima blokirane račune, to smo vedeli že takoj po volitvah, zato je tudi veljal Boris Mijić kot tisti najbolj labilen poslanec, ki bi ga potencialno lahko kupili, zdaj, ker se ni pustil prodati, ima, bom rekel, medijske težave s svojimi dolgovi. Zdaj, glede dolga do države, se pravi Fursa, je ocena nekako enotna, menda ima dobrih 30 tisoč evrov za poravnati za nazaj. Ocene dolga do delavcev, ki naj bi jih skušal izigravati, variirajo. Sam je rekel, mislim, da 12 tisoč evrov, delavci, da je tudi več kot 20, tam do 25, torej njegova zadolženost 42 do 55 tisoč, tam nekje razpon. Jaz bom rekel tako, dolg sem že zraven, pa gledam, in smo imeli že v prejšnjih sklicih poslance, ki so bili finančno še v bistveno večjih težavah, kot je, vsaj posodeč po teh zneskih, Boris Mijić. Bom pa rekel, kljub temu, glede na vse, kar zdaj vemo proti koncu tedna in vemo torej, da je prenašal nove posle, s katerimi bi lahko reševal staro situacijo, na nova podjetja, na ženi NSP in podobno. Potem so tu sumi nekega ponarejanja listin, odjavljanja recimo delavcev iz sistema sociale brez njihove vednosti, z lažnimi podpisi in tako naprej. To torej po mojem mnenju ni oseba, ki bi bila še primerna za upravljanje poslanske funkcije, kar je smešno reči, ker pač smo zdaj 2 meseca po prisegi poslancev, ampak žal, jaz takih ljudi ne vidim, ne glede na politični pol.
Stevanoviću, kot bo videla v klipu njegovo izjavo, pa sicer verjamem, da mu popolnoma zaupa, ne, ker poslanec v takšnih težavah je sicer nepredvidljiv, je pa lahko po drugi strani tudi najbolj zvest poslanec. Ne, tako da... Mislim, zdaj, kar se tiče Stevanovića, ne, po izjemnih retoričnih tednih kar nekaj izgublja, bom rekel, ta fokus, ne, ker tudi sam sabo je bil ta teden spet glede Mijića neko kontradiktoren. Po eni strani mu 100% zaupa, po drugi strani bo pa iskal načine, kako pač se take stvari lahko Dajva to pogledati, ker je še eno Poglejmo, pravno mnenje Rajka Pirnata, pa pol še kakšno rečejo. Dolg države znaša po zadnjih prejetih podatkih iz finančne uprave okoli 30.000 evrov. Kot poslancu mu absolutno zaupam. Poslanci so neposredno izvoljeni. Zdaj jaz bom to prediskutiral tudi z vodjo poslanske skupine, bomo videli, kakšne ukrepe lahko sprejmemo zoper njega, glede na pričevanje poslanca Mijića, da deluje, da sam niti ni direktno kriv za vse te dolgove, ampak jih je prevzel. Tisto, kar je treba v takem primeru ugotoviti, je, ali je prišlo do nekega goljufivega ravnanja, torej ali je poskušal svoje upnike ogoljufati. In šele, če se to jasno izkaže, potem bi bilo to nekaj, kar je najmanj moralno neupravičeno, ampak v nobenem primeru, da dokler ni pravnomočno obsojen za goljufijo na več kot 1 leto, to ni razlog za prenehanje mandata. Tisto, kar pa je pravno, zakonsko bolj obremenjujoče, pa je, da še vedno opravlja dejavnost vodenja te družbe. To bi namreč moral v 30 dneh nehati in zdaj trenutno je v kršitvi zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Očitno sam rešuje še te probleme in tega ne bi smel. On bi moral to zdaj pustiti, on se mora tega izločiti in opravljati funkcijo poslanca. No, mislim, ironično bom rekel najprej to prenehanje mandata oziroma KPK, ne, tukaj se res vidi, kako pravzaprav je v Sloveniji problematično urejeno to, ne, ker smo lahko slišali, mislim, da isto v isti oddaji od Pirnata, ne, tudi za KPK, kar lahko naredi, zdaj, ko vemo, da krši zakon, ne, da objavi, ne, ker še dobro, da imamo KPK v tem primeru. Ne, druga ironija, bom rekel, poslanci so neposredno izvoljeni, ja in ne. Ne, seveda po ustavi so, ampak po volilnem sistemu, kakršnega imamo, so pa poslanci vse prej kot tisto, da bi rekli, to je tisto, kar je ljudstvo neposredno izbralo. Ne? Mislim, to pač naš volilni sistem tega v praksi pravzaprav res ne zagotavlja. Pa se zelo pogosto sklicujejo na to. Ne? Zdaj, res, če se držimo osnov, po mojem je zlati standard zelo lepo Rajko Pirnat opisal. Poslanec ne more, to je res ena dolgoletna rdeča črta, voditi poslov naprej, pridobitnih poslov iz svoje nove funkcije. Ne? Še več, celo kot eden od podizvajalcev na velikem državnem javnem naročilu na področju gradnje je bil v tem tednu opažen, poslikan in objavljen v enem od medijev, ne, kot na gradbišču te velike obnove železniške postaje v Ljubljani. Tako da to je spet ena stvar, ki je zelo očitno narobe in v nasprotju interesov z njegovo poslansko funkcijo. KPK, kakršnakoli, dokler sploh še je v takšni obliki, ne, ta primer ima lahko zelo jasen epilog. In mislim, da so te zgodbe, to se je vedno v zgodovini pokazalo, na koncu vedno preveliko breme za stranko predvsem, ne, kar bi, morda bi na tej točki to omenil še kot eno novico ravno na današnji dan, ne, kar na koncu kaže tudi primer recimo hitrega odstopa župana moravškega Milana Balažica, ki je teden dni nazaj, ko sva snemala, še vpil ob prihodu v pripor, da se mu dogaja globoka država, zdaj danes je pač že praktično bivši župan. Že bivši. Mislim, odstopil je, no, še občinski svet se mora seznaniti. Mislim, da je to stanje na strankarskih okopih, ki ga je tudi zdaj izkazal ta teden Stevanović, na dolgi rok v bistvu nevzdržna poza, ko je primer res tako čist, kot je. Ja, vprašanje je samo, bo pač zdaj Stevanović počakal lepo do oktobra, ne, preden Mijića zamenja, ker če Mijić odstopi pred oktobrom, verjetno se res čaka. Sledijo nadomestne volitve, teh pa verjetno resnica ne bo dobila. Ne. Bi pa v manirah levega političnega pola, ko je šlo za afero Black Cube, dodal samo še to, ne, če je tako zelo pomembno, kdo je kaj organiziral in posnel, ne, potem je treba povedati, da je na gradbišču snemal necenzurirano, ne, da so ga potem našli Mijića, da je afera ta teden izbruhnila ali pa bila pogreta v bistvu z eno zelo burno izjavo Luke Mesca, češ, da če bi bil naš poslanec, že ne bi bil več v parlamentu, in potem je te nekdanje delavce Mijićevega podjetja pred kamero pripeljal še dolgoletni sindikalist Goran Lukić, ne, tako da če to malo pogledaš, je v bistvu to tudi ena zelo organizirana medijska akcija,
iz razlogov, ki si jih omenjal prej. Ker se pač nekomu drugemu koalicijska pogajanja niso išla, verjamem, da če bi bil danes Mijić slučajno vladni poslanec za Roberta Goloba, morda te zgodbe ne bi bilo nikjer. Sploh pa ne na portalu Necenzurirano. In ko smo že pri tem, kdo je kaj organiziral in izpeljal, sicer tukaj ni šlo za posnetke, ker pač ni nihče snemal, se je pa končalo bistveno bolj tragično. Organizirali so poskus prestopa poslancev, ki je verjetno vključeval korupcijo, in se je končal tragično, ne sicer za poslance, ampak za enega izmed teh stikov. Ta teden smo imeli pogreb Dušana Konde, Duše, kot pravijo, celjskega kaka, oziroma kakaštva. Na tem pogrebu sta se pojavila tudi Robert Golob in Andrej Ribič. To je v prvi vrsti zelo pogumno, čeprav se je meni 4 leta zdel Robert Golob zelo strahopeten politik, je ta pojavljanje na tem pogrebu ob tej tragediji kar pogumna stvar. Menda, ker Golob je bil poslikan, ali pa jaz nisem videl Andreja Ribiča, sicer ni bilo videti na fotografijah, je pa po pričevanjih tudi bil tam. Zdaj, zdi se mi to pod ena višek političnega cinizma, glede na to domnevno ozadje, v katerega naj bi se Konda bolj kot ne naivno vpletel. In kaj podobnega v bistvu vidiš žal samo še v mafijskih filmih, ko mafijski šef pride izreč sožalje družini pokojnega, ki je padel na domnevni mafijski misiji. Ali pa celo podstreli mogoče te iste mafije. In enak cinizem bi bil, da sem jasen, če bi bila tam recimo na pogrebu v Celju tudi Katja Kokot ali pa Zoran Stevanovič, ki sta pač v dneh pred tragedijo javno operirala s tem imenom, morda tudi ni bilo potrebe za to. Zdaj še ena iz rubrike Črna kronika, zelo na hitro. Neki indici ali pa izločanje dokazov iz sodnega spisa kažejo, da bo morilec Satka Zovka tam na ljubljanski obvoznici na Brdu hmalu na prostosti, razvpiti Cezar, Morda te popravim, na prostosti vendarle še ne bo tako hitro, ker je še nekaj drugih primerov, zaradi katerih je v priporu. Se pa zna zgoditi, da zaradi tega primera ne bo sedel. Ne bo odgovarjal, tako, in to je samo en dokaz, če sem kratek, koliko težav ima naša pravna država z najbolj osnovnimi pravili igre. To smo videli že od recimo primera farmacevtka pri Jankoviću, primera izločanja oziroma nezakonitih dokazov pri balkanskih bojevnikih. Skratka, res en tak mali prikupni raj pod Alpami za vse vrste organiziranega kriminala, in če je ta koalicija za skokom in z nekimi reformami mislila resno, potem ima hudičevo veliko dela in bo samo zaupniški odnos med Janšo in novim ministrom Matozom premalo za. In tudi 4 leta bi znala biti premalo. Konec koncev že sama recimo dogajanje med Matejo Gončin, ki je tudi tožilka v primeru, oziroma v teh primerih, in njenim varovanjem in vodstvom policije, ki je zdaj pravzaprav ona ovadila Senada Jušića, ona je vodila celo na lastno pest, bom rekel ker na drugače ni šlo. Skratka, če so tako... Bova rekla, da Matej Gončin ni sedlo vabilo, kako že na večerjo ob svečah, nekaj takega, kar si je zamislil menda Senad Jušić za to, da bi pritisnil na hitrejši pregon svojega predhodnika Boštjana Lindava. Tako da pred časom, kot si sam rekel, je morala Gončinova na koncu sama osebno speljati pregon, in zdaj je specializirano državno tožilstvo proti bivšemu šefu vložilo obtožnico. Naj se ne ponovi, da imamo pač generalne direktorje policij ali ki imajo nek salon za nohte v prostorih banjaluške mafije, ali pa da se potem vlačijo po specializiranem tožilstvu, ker so želeli off the record nekoga preganjati. In se bratijo, bom rekel, z obtoženimi trgovine z ljudmi in tako dalje. Skratka, dokler imamo tak pravosodni sistem, bo težko. Mimo grede še nekaj, zdaj si me spomnil, ker si ravno omenil trgovino z ljudmi. Zanimiva podrobnost. Recimo Goran Lukić se je zelo medijsko angažiral, da je pripeljal 3-4 nekdanje delavce Borisa Mijića pred kamero ta teden. Zanimivo je, da je takrat pred časom, mislim, da je bilo to lansko jesen aktualno, ta primer Hvala, ko je bil sum vpletenosti tudi kabineta takratnega notranjega ministra Poklukarja. Goran Lukić ravno je bil tisti, na katerega so se tuji delavci obrnili, v primeru trgovine, prijavili gostinca Hvalo. Takrat je sicer speljal stvari, da so šle kazenske ovadbe in podobno, ga pa za razliko od zdaj ni bilo pred kamere. Poglej, kako so pač stvari selektivne.
rekel, tako na eni kot na drugi strani. In evo, na tej točki zaključiva redno oddajo in povabiva še enkrat pogledu Safari Special. Sledi torej sobotna jutranja epizoda Safari Special na portalu zanima.me za vse naročnike in podpornike našega medijskega projekta. Razkrijemo torej, kakšne so osebne vezi med več člani uprave in posameznimi izvajalci milijonskih poslov za Dars. Kar je huje, razkrijemo osebno vpletenost nekdanjega vrha NPU, torej vrhov policije v zapiranje kazenskih primerov, ko je šlo za vplivne predstavnike Gibanja Svoboda, pa še kaj se bo našlo iz te Sodome in Gomore, ki je spet izbruhnila ta teden. Ne zamudite že jutri na portalu zanima.me. Tedenski safari pa se seveda vrača na YouTube vsak petek, tako da se vidimo spet prihodnji teden. Do takrat pa lep pozdrav in ne pozabite, če še niste naročeni, se lahko še naročite in vklopite obvestila, da nas naslednjič ne zamudite. Nasvidenje.